Nič nas ne sme presenetiti, tudi okužbe ne, pravijo na Inštitutu za varovanje zdravja. Množica pregretih navijačev si namreč na tekmah in ostalih spremljevalnih dogodkih ne bo izmenjevala le navijaških gesel. Ob takih množičnih prireditvah najpogosteje zasledimo izbruhe črevesnih nalezljivih bolezni, respiratornih. Tokrat smo ocenili, da je večja možnost ali pa tveganje tudi za ošpice, ker vemo, da so ošpice kar precej prisotne, predvsem v zahodni Evropi, Romuniji in tako naprej. Da bi se izognili okužbam, so pripravili spletno zloženko s priporočili in splošnimi informacijami. Potencialno nevarnost vidijo predvsem pri ponudnikih hrane in pijače. Zato tako gostince kot stranke opozarjajo na skrb za higieno. A nalezljive bolezni niso edina nevarnost. Ne bo samo masa ljudi, bo tudi masa čustev, masa ponudb pijače verjetno in emocij, celo mogoče različnih razmišljanj. To so bolj naše skrbi, tisti, ko bomo prisotni na terenu, zato zagotovimo varnost iz prve roke. Eurobasket je velik zalogaj tudi za zdravstveni dom, zato so pričakovali več sodelovanja z vsemi vpletenimi. Imeli smo trening tekme, vendar tu se je organizator meni za čuda odločil za drugega organizatorja, kot pa bo na samem tekmovanjih, torej smo ostali brez generalke. Upam, da bo prvi dnevi potekali mirno, da se bomo sproti dovolj naučili. Koliko obiskovalcev si bo na spletu zares prebralo zdravstvene informacije, je vprašanje. Predvsem od zdravega razuma in športnega duha navijačev pa je odvisno, da se bo na prvenstvu širila dobra volja, ne pa nasilje in bolezni.